Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega prvenstva Prve lige Telemach. Lep pozdrav iz Domžal, kjer je pred nami tretje srečanje 13. kroga v naši prvi slovenski nogometni ligi na svoji zelenici, kar pomeni, da so Primorci še neporaženi na tuje. Barišić pa ima priložnost. Barišić in ostaja 0:0. Barišić je sicer nogometaša, ki v tej sezoni še ni dosegel zadetka. To je njegov 10. prvenstveni nastop. Tule ima novo priložnost, no tokrat pa v polno. Janez Pišek ob izteku 12. minute je prišel do novega neoviranega strela z kakšnih 20 metrov. Tokrat je poizkusil z levico, ne tako močno kot Husmani. Zdaj je Husmani. Jakupović ima priložnost in mimo leve vratnice. Koliki je dosegel enega od 4 na zadnjem obračunu teh dveh ekip, seveda. Pa nova priložnost, Mulalić odbija. Suđi, Barišić z novo priložnostjo, no, dvakrat zapored, pa Barišić v formi, kakršni je v tej sezoni, ne zapravlja tovrstnih priložnosti. Če tole veselje ni uspelo tako, kot si ga je zamislil, pa se je zagotovo po njegovih željah izpeljal tale zaključek, podaja v prostor, potem pa ob bližnji vratnici Palčič, Rešanović in Palčič kombinirata, pa koprska akcija zdaj podaja proti Barišiću. Znova velika priložnost za Koprčane, Barišić strelja, Mulalić odbija in na to Karić. Barišić je prišel do strela, toda tokrat je bil Mulalić na pravem mestu. Nova preigrava Maks Barišić. Se kot da lahko počne, kar se mu zahoče, no in tu je zabil še enega. 30. minuta, Maks Barišić. Fantastično, kakšne predstave kaže v tej sezoni ta fant. 9. njegov zadetek že v tem prvenstvu. Pred kratkim sem dejal, da je do te sezone v slovenski prvi ligi dosegel vsega 2 gola. Zdaj pa resnično počne, kar se mu zahoče. Domžalčani so bili tu prikrajšani za izenačujoči gol, ki pa so ga zdaj vendarle dosegli. Pravica izkazica, bi lahko rekel, in prav Dejan Georgijević je dosegel gol. No, zdaj pa je prišlo do izenačenja ob Kamniški Bistrici. Enostavno se je glede na živahno dogajanje na začetku drugega polčasa to moralo zgoditi. Podajalec je bil Vuklišević, najprej sicer Ibričić. Zato je splavala po vodi priložnost, da bi zaključil strelom. Jakupović znova proti Ibričiću. Ibričić je, mislim, da želel kar neposredno strelom presenetiti. Kdo bo v tem zaključku more biti več tvegal v želji, da bi prišel do zmage. Koli je v kazenskem prostoru, ampak dobro zaprt. Predložek zdaj proti Osuđiju, Koper vodi. 3:2 za goste iz Kopra, 82. minuta. Bede Osuđi. In znova so seveda Primorci tisti, ki se veselijo. Osuđi pa je dosegel svoj 3. zadetek v tem prvenstvu. Ali je tam Bručić podal, tako je. Pišek. Husmani. Georgijević. Jurilo daleč. Priložnost za Georgijevića, prečka.
Dejan Đuranović 3-2 na koncu za Koper, ampak namučili ste danes vodilno ekipo državnega prvenstva. Zdi se, da vendarle lahko kar precej žalujete za tem, da danes ostajate praznih rok. Ja, hoteli smo sigurno več. Tekma se je obrnila pač v prid Koprčanov. Mislim, da smo pokazali dobro energijo, da smo imeli tudi mi svoje priložnosti. Povedali smo, imeli smo dobro priložnost za 2-0. Nekako je Koper prišel v prednosti, ampak v drugem polčasu je en zadetek nepriznan oziroma razveljavljen. Potem 2-2, iskali smo tudi tretji zadetek in ena nepazljivost, ena napaka. Koper izkoristil, zadev 3-krat, zasluženo zmagal. Mi se moramo ozirati naprej, ampak mislim, da smo pokazali vseeno eno dobro igro in igralcem nekaj zameriti veliko željo, so pa bile pač te napake, ki so nas zopet koštale. Zoran Zeljković, čestitke za novo zmago, za potrditev prvega mesta. Zelo zanimivo je bilo danes na koncu tudi nekaj več spretnosti in sreče na vaši strani. Kaj je danes odločilo po vašem? Ja, v nogometu vedno rabiš malo sreče. Tako, ker smo imeli na začetku malo smole, smo imeli na koncu malo sreče, ampak celotno gledano mislim, da smo si ne glede na vse pripravili več priložnosti in zasluženo zmaga. Ja, glede tega ste predvsem blesteli v prvem polčasu, ko se je zdelo, da bi lahko celo do vrha napolnili domžalsko mrežo. V nadaljevanju je bilo precej težje. No, sigurno, nasprotnika moraš, se pravi, v nekih trenutkih moraš tekmo, bom rekel, končati. Mi tega nismo naredili, pač normalno, da so šli oni bolj ofenzivno, ampak mi smo imeli še veliko nekega prostora, ki bi lahko bolje, ampak imeli smo tudi ogromno težav pred to tekmo, tako da me ta tekma in ta zmaga še toliko bolj veseli. Janez Pišek, vaš zadetek prvi v tej sezoni, ampak na koncu se ni šlo za kakšno točko proti vodilni ekipi prvenstva. Ste pa predvsem v nadaljevanju prikazali bistveno boljšo predstavo na koncu, vendarle verjetno lahko žalujete za tem, da niste odščipnili vsaj kakšne točke. Pa ja, mislim, da je bila ena tekma z dosti šans na obeh straneh. Vsekakor je, da mi prejemamo preveč zadetkov, da bi stržili pozitivni rezultat. Mi smo tudi dosti šans, na koncu smo pritisnili, da izenačimo. Nažalost se nam ni uspelo in gremo naslednje kolo po pike. Predvsem se je zdelo, da ste imeli v obrambi veliko težav v prvem polčasu, v nadaljevanju ste to nekako uspeli anulirati. Ja, oni so se postavili, lovili so nas na neke kontre. Težko je tudi 1-1 celo tekmo igrati v obrambni liniji, vendar mi smo šli ofenzivno, poskušali zmagati, na koncu se nam ni šlo. Max Barišić, čestitke, še enkrat vaša zares odlična predstava. Predvsem v prvem polčasu, v nadaljevanju ste malce trpeli, pa vendarle še zmogli dovolj moči, da ste zmagali. Vaša ocena tega srečanja? Ja, mislim, začeli smo dobro. Škoda, da mi je že tam na začetku tekme pobral na liniji Klemenčič. Potem smo dobili gol. Škoda, da nismo bili tam na odbiti žogi. Spet smo nadaljevali pol v našem ritmu in smo uspeli zabiti 2 gola. Drugi polčas so se logično oni bolj odprli in ni bila lahka tekma, bilo je dosti šans in z ene in z druge strani. Hvala Bogu, na koncu se je obrnilo v našo prid. Do začetka te sezone ste zavili 2 gola med slovensko elito, zdaj že 9 v uvodnih 13 krogih. Kje se bo v tej sezoni ustavil Max Barišić? Pa ne vem, upam, da čim dlje. Mislim, škoda, da že danes ni bil hat-trick. Bil sem 2-krat še blizu v 3. golu. Pač probal bom nadaljevati v tem ritmu in bom videli, kaj bo. Max, morda še to, boste z večjim zanimanjem spremljali naslednji reprezentančni spisek Matjaža Keka? Pa mislim, verjetno bo prišel spisek, če bom na listi v klub, tako da se ne obremenjujem s tem.